perverzni obliki sociogeneze. Da razumeš družbo kot posledico prisile. Ne? Kar sploh ni res. Konservativni pogled je tak, da seveda prisila tudi obstaja. Ne? Mislim, pač kriminalce, je treba pač z njimi nekaj narediti. Ne? Jih je treba nekako omejiti. Ne? Ampak dejansko ni prisila edino in niti ni glavno gibalo za, Scruton recimo uporablja za sociogenezo, to je malo povezano z njegovim, če bo časa, bomo potem govorili o njegovem pojmovanju, občega prava, ne, on uporablja izraz adjustment. Ne? To je izraz, ki on ga uporablja za ustvarjanje družbe. In to je konservativni pogled. In to je mogoče, moram priznati, da jaz sam kot kontinentalni konservativec sem malo do tehle anglofonskih konservativcev zadržan in ta njegov pogled se mi zdi, so preveč zdravorazumski, so premalo filozofski. Stališče anglofonskega filozofa, ne, angleškega, tudi ameriškega filozofa je to na koncu, kada pride do kakšne filozofske aporije, pa se ti zdravi razum pove. Za nas se filozofija šele tam začne, ko odpove zdravi razum. Takrat se začne filozofija, drugače je nesmiselno filozofirati. Ne. In zdaj jasno, v tem pogledu se mi zdi, da ta plat je tista, ki je najbolj sprejemljiva. No, mogoče bomo kaj pol o občem pravu, ne, ker se mi zdi zanimivo. Edina plat, res tudi, ki je plodna lahko za nas pri Scrutonovi filozofiji. Ki je precej eklektična, ne, treba priznati. Ja, Scruton sam je tudi bil pravnik nekaj časa, ne? Oziroma se je formiral za pravnika. Ne? In tu angleško obče pravo pogosto jemlje za na nek način paradigmatski primer tega, o čemer vi govorite, pač primer spontanega reda. Ne? Reda, ko ni načrtovan, ko ne potrebuje neko institucijo, da nastaja. Ne? Ampak v bistvu sam naredi, napravi zakon iz prakse, ne pa obratno. Ne? Tudi iz napak, iz popravljanja napak in tako naprej. On ima en krasen stavek v tej knjigi, kjer pravi, sej zakon je, sej vemo, kaj je prav pa kaj je narobe, v družbi se to ve. Ne? Sodnikova naloga je samo, da to odkrije. Ne? Ker common law v bistvu sodniki ustvarjajo, nimaš zakona, ampak sodniki skozi judikate ustvarjajo zapisnik, kaj je prav, skozi judikate ustvarjajo zapise, kaj je prav in kaj je narobe. Ne? Pri nas pa pač zapremo ljudi v sobo, pa napišejo, oziroma od napoleonskega koda naprej je to, se pa napiše, da dan decidirano, pa poskušaš vse možne grehe ljudi vnaprej našteti. Ne? In to je lep primer tega, ali je red in zavedanje o tem, kaj je prav in kaj je narobe, nastalo v družbi in je v njej, ne? In sodniki so tisti, ki so toliko modri, da to razpoznajo, ne? Ali pa nekdo to skonstruira z vrha dol. Ne? In mi imamo, kontinentalna pravna tradicija pa je, da imaš ta red skonstruiran. Ne? Sicer tisti, ki so ga konstruirali, niso bili telebani, niso tega delali v vagonu na poti skozi Nemčijo, če karikiram, ne? Ampak vendar, paradigmatska razlika je v tem, med spontanim redom na eni strani in človeškim redom na drugi. Ja, v obrambo kontinentalnega prava vsem mogoč je vredno reči, da je pomemben del igra tudi diskusija tukaj, ne? Diskusija med sodniki. Ne? Vedno je pričakovanje to, da se bo zakon ustvaril kot proizvod pač racionalne deliberacije, ne? Tako se reče. Ne? Ja, ampak, a veste, če se pogovarjate s poslovneži, recimo zdajle, ko se Brexit dogaja in tako naprej, marsikdo reče, glejte, se ni, bom rekel, važno pa prost pretok tega, onega, tretjega. Mi bomo šli biznis delati v Anglijo zato, ker je tam common law. Ne? V Evropi nikoli nič ne vemo točno, kaj se nam vse lahko zgodi. Tam je pa common law in imamo bistveno boljšo pravno varnost za kakršnekoli biznise, ki jih bomo delali. Ne? Torej predvidljivost je faktor, ne? Pomemben, ne? Oziroma, kako bi rekel, neodvisnost od muhavosti razuma. Ok, če se vrnemo nazaj k Scrutonu, zanima me, če lahko Scrutona umestimo v to intelektualno vrenje ali pa to intelektualno gibanje, ko se ga drugače tudi imenuje intellectual dark web. Ne? Torej med mislice, take kot so Jordan Peterson pa Douglas Murray, torej med mislice, ko večinoma bolj ko prek nekih akademskih kanalov uspevajo na internetu, ne? Torej prek novih medijev. Ne? In če ga lahko umestimo med te mislice, me zanima še vanj komentar mogoče na ta zanimiv paradoks, da mislici nove levice, tako so recimo Derrida pa Deleuze, ko je sicer izvrsten filozof, so vse skozi poudarjali ta moment egalitarnosti pa enakosti. Ne?
hkrati so pa računali na moč hierarhije, ne? Na moč točno tiste institucije, ko bila ven v Evropi glavna institucija hierarhije, pač univerza. Ne? Zdaj na drugi strani imamo pa to gibanje intellectual dark web, ko pa recimo poudarja pomen elitizma, a pa ne tukaj elitizma, hierarhij mogoče čena, ne? V družbi, ne? Poudarja, upravičuje hierarhije. Ne? Hkrati se pa njihove ideje širijo prek enega omrežja, ko je bolj egalitarno, ne? Ko je bolj demokratično, ne? In sicer prek interneta, ne? Prek medijev, tako je Twittera. Ne? No, izvolite. Ja, zdaj glede tega je tako, jaz sem moram priznati, da teh mislecev pretirano ne spremljam. Jaz recimo Scrutona do neke mere mazel konservativnega misleca, recimo Jordana Petersona pa ne, ravno zaradi tega, ker ima celo vrsto liberalnih poant in tako dalje, tako da v bistvu me precej nezanimivo, no, kot mislec. Meni osebno ne pove veliko. Zato sem malo bil priden, ker ste mi povedali, kaj nas boste prišli, sem šel malo gledati na splet, kaj se dogaja na spletu, ne, in tudi tam mi pač eni sodelavci, ki jih imamo, pač mislim, da tudi snujemo eno tako društvo konservativne ne sem politične misli, ampak mislim nasploh, ki se bo imenovalo Anamnezis, sem njih vprašal, so mlajši, so me sicer napotili nekam, potem nisem v času in tako naprej, tako da nisem toliko gledal tega. Jaz mislim, da konservativni misleci, ne, takrat, kada so se pojavili v teh prelomnih dobah, ne, naše civilizacije, se pravi, denimo v razsvetljenstvu, v času med obema vojnama z misleci konservativne revolucije v Nemčiji in tako naprej, seveda pri nasprotniki razsvetljenstva v Franciji in tako dalje, so bili, če je to tisto, kar vprašujete, ne, mislecem svojim nasprotnikom popolnoma enakovredni, ravno tako zvezdniški misleci, kot so bili ostali. Ne. Mislim, če vi berete, ne vem, Rivarola in tako naprej, sploh ni slabši mislec in ni slabši pisatelj kot Voltaire, ne, zdaleč to boljši. Ne, tako da, problem je po mojem bolj v tem, ne, tako da, ja, s tem hočem povedati tole, ne, da jaz se ne sklicujem toliko na pač sodobne konservativne mislece, mogoče Scruton edini, ki sem ga takole bral, ampak bolj seveda poznam tudi druge, ne. Obstaja sicer skupina Grace v Franciji, ampak to so misleci, ki so preveč povezani s skrajno desnico, so preveč naklonjeni krščanstvu, so izrazito antikrščansko nastrojeni in zapadajo temeljnemu grehu konservativizma 20. stoletja, skratka, se nekako vedno nagibljajo k ezoteriki. Slej ko prej gredo vedno v ezoteriko. In jaz mene do takih mislecev so nekoliko zadržan. Zato jaz mislim, da se meni zdi bolj zanimivo, da poskušamo nekako v Sloveniji, vsaj jaz si bom malo prizadeval, ne vem, kako bom uspešen pri tem, da poskušamo ustvariti, zdaj tudi Scruton sam to omenja skozi, ampak to vsi konservativni misleci, tudi Demestre je to govoril o Rusih in tako naprej, ne, da v bistvu vsak narod mora ustvariti svojo obliko konservativizma in s tem ravnati selektivno, skratka zbirati svoje in to pač sama tradicija mu nudi, ne, to možnost, da to naredi, ne, to vednost, da to naredi. Zato jaz mislim, da v bistvu mi moramo najprej opredeliti, kaj sploh je bistvo oziroma substanca konservativizma. In jaz mislim, da zadnja substanca konservativizma je spomin. In to spomin najprej, ena, na individualni ravni, ne, seveda, brez spomina človek pravzaprav sploh ne bi bil človek, ker bi sploh ne znal govoriti, ker bi sploh pozabljal, kar hoče povedati, bi pozabljal, kaj besede pomenijo, ne bi znal šteti, ne bi pač nobenega običaja, sploh evolucije ne bi bilo. Evolucija je položena v spominu. Ne. Seveda obstaja tudi na kolektivni ravni. Zdaj sem si tle napisal nekaj, kar je sam Scruton napisal o občem pravu, sem bi bilo to predolgo, ker to zelo dobro opredeljuje. Gre v bistvu za to, da kolektivni spomin vsebuje, ne, da sintetiziram, povzamem, kaj bi rad povedal, in to je izrazito konservativno stališče. Vsebuje eno epistemološko vrednost, do katere se posameznik kot človek sam ne more dokopati. In to je to znanje, ki ga ima recimo obče pravo v tem svojem samem poteku nastajanja, sojenja in tako naprej in tako naprej. Zdaj, bistvo, po mojem, nekega dinamičnega, sodobnega konservativizma ni toliko v tem, da togo ohranja neke običaje, da objektivira pravzaprav eno tradicijo in jo poskuša ohranjati nedotaknjeno, ampak da ohranja ravno prenos te vednosti. Zaradi tega mora ravnati izjemno filozofsko in izjemno selektivno v razumevanju pač te tradicije, kateri pripada. No. In to, zato po mojem niti ni tako potrebno kakšno blazno brskanje po internetu, zato ker ta postopek oziroma ta miselna drža je vsebovana že v klasiki konservativizma. To je v Rivarolu, on je tako aforistik, ne, tako da ni tako blazno
Osnovni problem, no, prej vprašanje, prej ste tudi opisovali o tem danes, ne, ker smo se prej na začetku, smo začeli s tem vprašanjem, ne, pravzaprav kaj se da, ker tudi Scruton to poskuša in vi sami se temu nagibate v spremni besedi, ne, da je treba nujno v marksizmu in v neomarksizmu najti nekaj dobrega, poiskati nekaj dobrega. Ne. Zdaj to, kar najde Scruton, recimo, kaj s tem, to ne delaj si rezane podobe, ali pa tudi, ne vem, da mogoče marksizem, ta težnja po egalitarnosti izhaja časa lovcev in nabiralcev, ko so si morali deliti plen in tako dalje, je nekaj, kar je treba, pač ne vem, mene ne prepriča pretirano. Ne. To, kar moramo, po mojem, mi vsi, predvsem konservativci, po svoje občudovati, ne, pri marksizmu in neomarksizmu, je, da iz enih postavk, ki so filozofsko v bistvu neutemeljive in enih rezultatov, ki jih sami obljubljajo in sami ne znajo povedati, kje naj bi bili, ne, so ustvarili zelo koherentne miselne sisteme. In to manjka recimo konservativni misli. Tega nima. Koherentnega miselnega sistema. Recimo skupina Gres v Franciji je to poskusila, sam objektivno nekatera njihova stališča so, ali človek ne razume, ali se nagibljajo v nefašizem, glede pa družbe imajo poglede, ki so taki kot iz komunističnega manifesta. Ne. Tako da je zelo vprašljivo, kar delajo. Če najprej dam repliko na tole zadnje. Ne. Odsotnost koherentnega intelektualnega sistema za konzervativizem je njegova nujna podlaga, če kot nujno, bom rekel, tisto konzervativizem določa, jemljemo njegovo epistemologijo. Se pravi, da je znanje o prav in narobe in o drugih stvareh razpršeno v družbi in ga, tako kot ste rekli, in ga noben posameznik ali pa skupina posameznikov ne more vsega imeti. Ne? Tako da to, da konzervativizem ni izem v takem pomenu, kot je izem, liberalizem ali pa socializem ali pa komunizem in tako naprej, to je dobro. In če bomo začeli to iskati, bomo zapadli po mojem neko past, ki nas bo naredila zelo podobne za kaj drugega. Zdaj pa, da odgovorim na vaše vprašanje o temnem spletu Scrutona in tako naprej. Kratek odgovor bi bil, da je Scruton, kako bi rekel, star oče ali pa oče nekako od vseh teh. Daljši odgovor bi bil naslednji. Ne? Nassim Taleb je eden od teh, recimo, mislecev temnega spleta in Nassim Taleb je nekje pisal je o nekem Lindi pravilu, ne? Ki pravi, Lindi pravilo je, ne, vse, kar je res v družboslovju in humanistiki, ima svojega predhodnika nekje v klasiki oziroma v grško-rimski filozofiji in tako naprej. Hotel je povedati, da se človek ne spreminja kaj veliko in vse, kar je res že zelo dolgo časa. Ne. Zdaj, tista razlikica, ki se je pa vseeno zgodila v družbi, ne, od recimo zadnjih 250 let, je pa, da je zdaj strahovito hiter napredek, ki ga morda prej niso tako dobro opazili. Ne. Tako da se mi zdi, da imamo mimogrede, ne, to, kar je Taleb rekel v smislu tega, da ima vse nekega predhodnika v klasiki, ne, to ni nič drugega kot, mislim, da je Whitehead ali nekdo rekel, da v bistvu vsa sodobna, vsa evropska filozofija so fusnote k Platonu. Ne. In to pravzaprav potrjuje, sama Talebova izjava to potrjuje. Ne. Ampak, če bi, jaz malo spremljam, bom rekel, te tako imenovane dark web intelektualce, ne, in pač človek pride do tega, da vse to, kar oni pišejo, so fusnote, ne, ker recimo Burkeu in Hayeku, ki sta vsak na svoj način, bom rekel, ene stvari razmeroma dobro premislena, so fusnote k Darwinu in Spencerju, ne, in so fusnote, zdaj ne vem, komu bi ravno dal, katero ime bi dal za recimo dosežke na področju evolucijske psihologije. Recimo Pinker je tisti, ki je to zablodo, da se rodimo kot nepopisan list, vsi enaki, popolnoma znanstveno zavrgel. Ne. In vse, kar se dogaja, je pravzaprav utemeljevanje, ponavljanje tega. Ne. Nobena skupina ljudi nima dovolj informacij, da bi lahko nadomestila tisto, kar se dogaja v celi družbi. To je Hayek, ne. Nismo nepopisani listi, treba je upoštevati, s čim pridemo na svet, z dobrimi in slabimi lastnostmi. Ne. Dobre in dobro je to, kar se nam zdaj zdi dobro. Ne. Dobre je treba podpreti in slabe je treba zatirati skozi, bom rekel, različne moralne sisteme, skozi pripomočke, tudi kot je vera in tako naprej. Ne. In prispevek Darwina in Spencerja, da je pravzaprav tisti mehanizem, ki, kako bi rekel, ki v procesu, ko so spremembe, in to je tukaj novo, ne, ko se družba razvija,
mehanizem je evolucija. Ne? Uspešnost, torej nekatere stvari so nagrajene, druge stvari so kaznovane. Ne? In to ne me narobe razumeti, ne? To zdaj ni evolucija nekega posameznika ali pa neke skupine, kaj se bo nekomu zgodilo čez 10, ali danes, ko bo šel čez cesto, ali pa čez 1 leto, ali pa čez 5 let, ampak kaj se bo neki družbi ali pa civilizaciji zgodilo čez 100 let na podlagi nečesa. Ne? Recimo, če svetost življenja zamajete, ne? Ali pa jo zmehčate, ne? Je velika verjetnost, da bo prišlo do, ne vem, morda do upada veselja do življenja, do upada rojstev, to se bo čez 200 let videli, ne boste videli jutri. Ne? Za take stvari, za tovrsten, kako bi rekel, darvinizem gre. Samo mogoče to, kar se povedalo o konzervativni filozofiji, s čimer se strinjamo, ne, da v bistvu je sestavljena sam iz fusnot k temu, kar je že bilo izrečeno in da tudi se predstavlja kot tako, da se ne maskira kot nekaj drugega, ne. Mogoče tudi to pojasni njeno relativno nemoč pa neprivlačnost v akademskem svetu. Ne. Zato, če to primerjamo recimo z Derridajema, ne, ko nenadoma nastopi, tako je ena nastopil na tej francoski sceni v poznih 60-ih in je rekel, jaz poznam ključ za vso zgodovino literature. Ne. A pa s Foucaultom, isto ko je rekel, jaz poznam ključ za vso razmevanje oblasti kot take, ne. To je nekaj bistveno novega, nekaj, kar lahko preseneti človeka in novo generacijo študentov. Ne. Na drugi strani imamo pa te zaprašene mislice, tako Burke pa podobne, ne. In to mogoče lahko pojasni tudi dejstvo, da te mislice nove levice, ko jih skratno analizira, da dominirajo v resnici. Torej, če primerjate Burka pa Hayeka, ne, je Hayek je enako Burke minus Bog. Ne. In še vi hoteli. Prvič Hayeka je po moj okus, lele. Ker mislim, da je, kako bi rekel, eden glavnih mislecev 20. stoletja, no? Vsako svoje mnenje. Zdaj je tako, glede tega imam kratko repliko, ne, glede tega vprašanja filozofskega sistema. Gre samo za to, kako razumemo in kako uporabljamo filozofski sistem. Če seveda začenjamo tako, kot delajo to neomarksisti, liberalci, da razumemo, liberalci ne, no, pustimo to, da ne bomo preveč polemični, ne, ampak da razumejo filozofski sistem kot nekaj, kar je istovetno z realnostjo, seveda pol zapademo v tej nevarnosti. Če pa razumemo filozofski sistem, ki ten ključ, ki te interpretira, ki ti omogoča interpretacijo realnosti, je pa seveda povsem v redu. Glede zvezdniškega sistema tehle mislecev pa jaz mislim sledeče. Zvezdniški sistem tehle mislecev ni toliko pogojen z njihovimi idejami, zaradi tega, ker njihove ideje se premlevajo skozi nenehno vedno iste ideje, ki jih je že izrazil Marx, jih je že izrazil Lenin in tako naprej, tudi malo se tu po svojih poskušajo aplicirati, tako da ne povejo nič novega. Zvezdniški sistem izhaja iz edine uspešne revolucije, ki jo je lahko izpeljal neomarksizem, in to je revolucija znotraj kulturnega sveta. Skratka, to izhaja iz uspešnosti tega, kar je prerokoval Gramsci, da mora narediti marksizem, če hoče pač izpeljati uspešno revolucijo tudi na Zahodu. On je to imenoval kulturna hegemonija. Trdil je, da kulturno hegemonijo, seveda on pač se izrazil s svojim izrazjem, poseduje v glavnem buržoazija, on je razumel tudi religijo pač kot posledico tega buržujskega razumevanja življenja in je trdil, da v bistvu pogoj za to, da je sploh revolucija pri nekaterih slojih razumljena kot dobro, je, da se to pač